V bistvu je fino, da si lahko takole malo po svoje polepite avtomobil, da je potem bolj poseben. Ampak je Peugeot 2008 že v osnovi dovolj poseben. V bistvu je čisto svež in ga vsi gledajo. V kampu smo morali goste skoraj odganjati od avtomobila. Captur in tale sta res dober dokaz, da so to avtomobili tega trenutka. Tudi če pri volanu pravimo, da si raje kupite nižji avtomobil, ker je cenejši in boljši za voziti. Ampak tisti, ki si že malo težje sklanjate, boste še kako veseli, da se lahko usedete malo više. Kolena res manj trpijo. In ko se takole izza volana potem tudi malo bolje vidi, je sploh super. Ampak konkretno tukaj preglednost ni tako dobra, ker je tale stebriček ravno tukaj, kjer fino zakriva pogled v ovinek. Marsikoga pa bo zmotilo še, da so merilniki nad volanom in da se jih potem ne vidi dobro, če obroča res ne nastavite pravilno. Predvsem tisti, ki ste manjši, morate tole prej res sami preizkusiti, da vidite, če vam sploh ustreza. Meni je okej, sploh majhen volanček mi je všeč, zelo športno deluje. Seveda pa sama vožnja tukaj ni športna. Verjetno je med trojico na testu celo najbolj dinamična, 2008 daje najboljši občutek, ampak se 208 seveda pelje še veliko bolje. Na tem so tudi serijske pnevmatike N+S, če imate sistem Grip Control. Drugih ob nakupu ne morete dobiti, tale zadeva pa tudi ni ne vem kaj, če imate vsaj malo občutka za vožnjo. To samo malo pomaga, da se kolesi spredaj ne vrtita v prazno, če ste na malo bolj zahtevni podlagi, ampak še zdaleč ne more nadomestiti štirikolesnega pogona, kot ga ima recimo Trax. Zato se vozim po lepih urejenih cestah, tako kot se bodo vsi. Podvoz je prav lepo bližine ravnine, karoserija je še vedno dokaj nizka, zato se ne nagiba preveč in presenetljivo tih je tale Peugeot. Tišje od obeh konkurentov na tokratnem testu. Tudi sam motor se zdi najboljši. Lepo umirjeno teče, je dokaj prožen, pa še precej varčen. Tovarna sicer obljublja praktično nedosegljive 4 litre na 100 km, na testu pa jih porablja dobrih 5 pri umirjeni vožnji in malo čez 6 pri takšni malo bolj dinamični. Še vedno dobro. Celo menjalnik je v tem primeru občutno boljši od 208. Ne za en, za 2 razreda je boljši. Lepo čvrsto in dokaj natančno deluje, v tem primeru se edino v 6. prestavo malo zatika in še takšno masivno ročico ima, ki pa zna biti poleti še kako vroča. Če bi bila ročna malo manjša, bi bilo tukaj tudi malo več prostora za vaše drobnarije in če bi imel sopotnik ročaj pod stropom, bi dobil še kakšen plus več. Zato pa ima ogromno panoramsko okno, ki je po noči celo osvetljeno ob robu. Nasploh je po noči zelo prijeten znotraj. Priznam, da me je tale 2008 kar prijetno presenetil. Pričakoval sem bistveno slabši avtomobil. Tako po voznih lastnostih kot izdelavi, ki je v tem primeru naravnost odlična. Res fini materiali, natančna obdelava in baje stane samo 1500 € več kot 208. Res pa je, da je tole najboljši model v ponudbi in da ima skoraj vso dodatno opremo in tudi zato stane že več kot 23 000 €.